lahko bi vi z eno besedo strnili oceno enoletnega dela. To je eno vprašanje, drugo pa, koliko država recimo nameni za delovanje turistične zveze, če ste lahko malo bolj konkretni v številkah? Lahko. Prva stvar je, da ocenujemo, oceno bodo podali drugi člani izvršnega odbora, predsedstvo, ampak mislim, da je bilo letošnjo leto produktivno v smislu sprememb, kvalitetno, in to že kaže to, da se je za aktivnosti turistične zveze v prihodnjem prijavilo bistveno več udeležencev kot prejšnja leta, kar pomeni, da spremembe, ki jih uvajamo, s čim širšim posezom daje rezultate. Seveda nas čaka še kar nekaj dela, pa še kar kakšna boleča sprememba, ki jih napriti. Kar tiče pa sredstev, ki jih dobivamo od države, so nižje, kot so bila stroški uvajanja nove blagovne znamke. Sprav smo zelo racionalni, se ne protežujemo, smo zelo racionalni, s tem sredstvi naredimo zelo veliko, kar lahko rečemo, da sredstva, ki jih država vlaga v nas, v Turistično zvezo Slovenije, so kvalitetna in racionalno ekonomsko pravično uporabljena. Točno znesek povedala pa glavna tajnica. Točen znesek, ko smo ga imeli v letu 2007, je 187.500 evrov. To je 125 od STO, pa 62 MG za različne vsebine. Mene zanima Vest.si. Ko smo že pri novi blagovni znamki, me zanima, kako boste ta nov logotip, ki je tak modernističen, tisti četverokotnik, predstavili tujcem. Zdaj, za promocijo tujcem se ukvarja predvsem STO. Mi se pač poskušamo ukvarjati s tistim, kar je malo zapostavljeno za promocijo turizma, naše ponudbe, pa tudi na znaka, ki ga imate za sabo, domačim. In začenjam s tem, da bomo v bistvu na vseh naših preditvah, na vseh naših aktivnostih, na vseh naših materialih bomo predstavljali blagovno znamko, ker jaz sem pač podal, tudi TZS je aktivno sodelovala pri pripravi tega gradiva, pač jaz sem svoje mnenje o tem, kako smo do tega slogana prišli, mislim, da mogoče ne najbolj posrečeno, način govorim, ne. Vsebina, ki je za nami in treba pač z njej narediti maksimalno, tudi so jo relativno dobro sprejeli. Ampak še vedno pravimo, da najprej moramo sprejeti tudi doma, da jo sami začutimo. Zato pač bomo skozi vseh naših aktivnostih s seboj nosili to blagovno znamko in pa njeno vsebino. Kako ste pa zdaj uspešni pri tem pridobivanju denarja iz raznih razpisov? Ker ste govorili, da se prijavljate skozi bolj intenzivno na te razpise. Koliko je pa recimo razlike med lanskim letom in tem letom? V letu 2007 bomo pridobili iz naslova razpisov približno, bom zdaj povedala, 13 do 14 tisoč evrov. Kaj, če se ne motim, nekje 17%, 15-17% razlike do lanskega leta. Zdaj, morate to, da ti razpisi, tukaj mi lahko damo pod svoj znesek, tako še nekaj zahtevamo, samo znesek, ki je namenjen za razpise, potem porazdeli po številu prijavljenih. In to število, bom rekel, to, ko smo v letu 2006 dobili, smo v letu 2007 za podobne projekte, bom rekla, manj dobili. Ker enostavno več se jih prijavlja in potem, bom rekla, žakelj po domače pa nekako istine. Treba je pa sredstva porazdeliti. Zato tukaj komentar, da pač mora biti na več razpisov. Tudi evropski razpisi so pomembni, pa zanimivi, ampak tam je pa zahtevajo določeno znanje, ki se bojim trenutno, da ga mi še nimamo in ga moramo dobiti. In od tukaj je to izhodišče, da Turistična zveza Slovenije bo morala prihodnje se dodatno strokovno ukrepiti, ali za racionalizacijo, ali za novimi svežimi ljudmi, bom rekel, ki znajo strokovno znanja, ampak turizem postaja in je bil vedno vsebinsko zahteven in mi moramo iti naprej. Pa če ne bodo vsi njim nastekali, ampak to ni cilj, vodstva ne, mislim, da zveze. Kar še nekaj pravim, če so kje spremembe, se dogajajo zelo hitro v turizmu. In tukaj ti stoletna tradicija je samo izhodišče, ni pa dovolj. Tukaj ste tudi nekako dejali, da je vaša usmeritev to, da postane Turistična zveza nekako tretji steber pri razvoju turizma v Sloveniji. Koliko ocenjujete, da v prvem letu že uspelo koga prepričati, da ste pomembni in da more tudi na vas se obrniti, da se kaj strateškega o turizmu v Sloveniji pogovarjamo? Zdaj, to bodo mogli najbolj ceniti drugi, jasno spet, ampak jaz mislim, da je dva glavna partnerja, ki sta MG in pa STO, da bomo z njimi imamo, bom rekel, relativno zelo dober odnos. Vedno so še kakšne rezerve, ki se dalo stvari izboljšati, ampak jaz mislim, da vse glavne stvari se redno posvetujemo, redno komuniciramo,
tudi za naslednje leto prvič usklajujemo programe vsebinsko, da bi se lahko dopolnjevali. S tem upravljam, da to ni konkurenca, ampak to je dopolnjevanje, kar v bistvu mi ne smemo konkurirati med sabo, mi moramo sodelovati. Je pa res tudi, v bistvu poskušamo delati čedalje več za gospodarstvom, ampak tudi predvsem v smislu tudi skozi partnersko sodelovanje. Naša glavna bom rekel, usmeritev mora biti, da ohranimo ali pa izboljšamo delo na terenu, ne, ker to vemo zaradi razmer, da smo spremenili sistem življenja, bom rekel, navad in tudi seveda gospodarski sistem je vse težje dobiti ljudi, ki so pripravljeni delati, ne, tako v turističnih društvih, kot tudi v turističnih zvezah in ne nazadnje na turistični zvezi sami, prostovoljno seveda. Tako da jaz mislim, da smo to v letošnjem letu uspeli in da se ta trend ohranja in celo obrača. Predvsem je pa problem pri mladih, ker je mlade treba, kot smo prej že rekli, animirati, da bojo ostali, da se bojo zavedali tega, da morajo pač tudi, vsak mora nekaj sam narediti, da bo turist zadovoljen. Tako da jaz računam, da je to sodelovanje s vsemi temi, tako z STO-jem kot Magrejem, nujno, če drugače ne bomo, bom rekel, tega turizma ohranili na takem nivoju. Tudi prve številke letošnje kažejo na to, da se je letošnja sezona kar dobro iztekla za Slovenijo, tako da upam, da smo tudi mi pripomogli nekaj k temu. No, torej dvomno, mi so z več kot 1500 preditvami, ki jih delajo društvo večinoma zastonj po terenu, dajemo tisto pomembno vsebino in avtentičnost, ki je pravzaprav Slovenije rabi. Kar še enkrat pravim, niso dovolj samo strategije, niso dovolj samo promocije tujine, niso dovolj samo investicije v hotele, pomeni tudi, kaj turist kot tak doživi in dobi in v kakšnem kraju se nahaja. To je pomembno tudi sodelovanje z, seveda, na vednicah, bom rekel, politiko, državnim zborom, zaradi tega, ker se tam sprejemajo ključne odločitve pri zakonih. Mi smo imeli že kar nekaj takih stvari, gostinski zakon, vemo, da je bil tudi zdaj ta protikadilski, za katerega precej teh, bom rekel, turističnih delavcev do določene mere ni bila prav navdušenih. Tako da ta zakonodaja, ki se sprejema in ki se še bo, ne, tudi o prostovoljstvu, je vsekako zelo pomembna in mi se v to tudi vključujemo, tako da bomo skupaj naredili, bom rekel, take zakone, ki bodo primerni za razvoj turizma. Delo naše kar čaka. Govorili ste o precejšnjem povečanju naklade njegovega lista, pa nisem nič številke omenili. Lahko zvemo mogoče? Ja, zdaj, če bomo vsem članom pošiljali, bo imel verjetno večjo naklado, ko ima delo, ne? Tako da to si ne moramo privoščiti. Ne? Ampak če bomo šli iz 1700 nekje na, mogoče, ne vem, 5 do 10 tisoč, bomo videli še koliko je to, ker sama naklada število izvodov ne pomeni dosti, ne? Ker večino stroškov pomeni distribucija, nažalost, zdaj ta trenutek in pa postavitev revije, ne? Stroški sam zdaj, medtem ko tisk sam material, bom rekel, ali tiskamo 5000 ali 6000, ni skoraj nobene razlike v ceni, ne? Recimo to nulto številko bo to koliko izvodih? Ta nulta številka bo šla v 8000 izvodih, kot promocijska, drugače pa računamo, da bo to za enoletno prehodno obdobje. Končni cilj po eno leto pa je, da bi ga dobili vsi člani za člansko izkaznico Turistične zveze Slovenije. Teh članov po trenutnih podatkih je okrog 17600 in se pravi, člani, ki naj bi ga dobili člansko izkaznico, je cilj, in pa vsi, ki hodijo otroci, predvsem v namreku turistične podmladke, ampak zaenkrat v predmet turistično vzgojo v osnovni šoli, kar je trenutno okrog 4200, se pravi okrog 23000, naj je bila potem po enem letu številka naklade. Če pa dosežemo vmes, kar sem prej omenil, večje članstvo noter, ker moramo vedeti, da imajo v bistvu, zdaj počasi unificiramo člansko izkaznico, ki bi radi povezali z popustiško oziroma vsebinsko koristno izkaznico, s tem dodatno stimulirali ljudi, da pač malo prostovoljno delajo. Potem bomo to ustrezno pač višali potem naklado. Ker drugače ima še veliko društev svoje izkaznice, ne še od zveze. Tako da, to je za bistvo cilj. Cilj je, da je članska izkaznica, vsebinska izkaznica in v bistvu dobiš z njo mesečno tudi lipo list. To je pa zdaj končna varianta, do kateri bi radi prišli. Zdaj bo pa tam nekje med 5 in 10, ne 8, recimo, naj bi bila prva. Prva, tako bo šla 28. novembra. Ja. Skratka, naslednjem letu mi želimo jeti na teh 17800 oziroma naklada 20000. Ker tudi v prvi fazi v tem prehodnem obdobju bo še vedno izhajala na 2 meseca, to da se v bistvu prime, da dobimo, če je pravzaprav vsebina, odgovor z terena, z morebitnih partnerjev pravi, in potem prehodnem obdobju upamo, da bomo v bistvu končali, da bomo prišli do končnega cilja.